Evo, zdravo vsem. Andrej, ti si zadnji prišel na klic, no bom tebe vprašal, kako si kaj. Ja, v redu sem. Okay. Ti ne verjamem, ampak ok, ne ti bom. Zgodna ura. No remote, mislim, da bo 13, če se ne motim. In odločili smo se, da bi večkrat Borisa imeli kot gosta, ker mislim, da ne vem, smo prišli do neke tematike, ki jo bo potrebno, po moje, razumeti vedno pogosteje, pa vedno pogosteje updatati svoj software v glavi glede te tematike, ker vedno sem tako razvoj gledal, ne, pa smo se pogovarjali o 5-letju, 10-letju. Ne vem, če smo kdaj govorili o letnih updatih, ki so relevantni, ne? Ampak zdaj se mi zdi, da prehajamo v obdobje, da bomo preskočili to letno updatanje in da se pogovarjamo kar v mesecih, ko bojo stvari drastično drugačne. Ne? Glih prejle smo omenili Borisa, ne? Da imamo timing te epizode super. 18. marec je danes, sobota, 9 zjutraj. ChatGPT oziroma GPT-4 je bil releasan, pa sem mislil začeti na način, če se strinjaš, Boris, ker prejšnjič smo mogoče malo pozabili razložiti kakšne osnove, kako sploh GPT 3.5 deluje, pa lahko začnemo s tem, kako generira v bistvu vsebino, kako ti vrača odgovore. Pa potem bi mene zanimalo, kaj je pa razlika zdaj v tej 4. verziji GPT-4. Tako za začetek. No. Hvala za uvod, Klemen. In se strinjam, da imamo izredno dober timing za to srečanje. Torej, kako deluje ChatGPT, oziroma mogoče bolj, da kar rečem GPT modeli, a ne? Torej, osnovni princip, ki ga imajo, ne, je ta, da poskuša model napovedati tako imenovani token, ki sledi v jeziku. Zdaj, token si lahko predstavljamo kot neke vrste zlog, ne, povedano zelo laično v besedi. In zdaj, kako model to naredi? Nauči se na zelo veliki količini podatkov. To smo, mislim, da že v prejšnji epizodi se malo dotaknili, ne? Torej količine podatkov, ki bi jih lahko merili tako skoraj kot cel javno dostopen internet, oziroma pri zadnjih različicah teh modelov mislim, da je še tudi bistveno več kot samo to, kar je javno dostopno. In model v bistvu mu damo noter vse te tekste, jih tokeniziramo, to pomeni, da v bistvu naredimo v teh tekstih te zloge, in potem preprosto mu rečemo iz zadnjih toliko in toliko zlogov, napovej, kateri bo najverjetneje naslednji. Ne? In to se v bistvu, temu se reče nesupervizirano učenje, oziroma lahko bi drug izraz je morda semisupervizirano, ker semisupervizirano pa zato, ker dejansko mi vemo, kateri zlog oziroma token sledi, ker seveda pač vsa ta besedila imamo. Nismo pa mi rabili tega ročno označiti, ker to bi bilo sicer mukotrpno. Včasih se je pri procesiranju naravnega jezika tudi kakšna ta ročna označevanja delalo in je vse skupaj trajalo zelo veliko. Zdaj pa to ni več potrebno. Ne? Torej damo noter kar surova besedila, tako kot pridejo iz interneta ali pa iz kod drugod. In zdaj, odkot potem pride vsa ta funkcionalnost? Ne? Zakaj ti modeli postanejo tako na nek način pametni? Ne? Če hočemo to razumeti, si moramo predstavljati, kaj pa to pomeni, da znamo dobro napovedati, kater zlog, ali pa dajmo kar reči, katera beseda sledi v nadaljevanju stavka. Recimo, kakšen tak trapast primer, ki ga dam, je recimo stavek jabolko je padlo z. Kaj potem sledi? Ja, če hoče model uspešno to napovedati, se bo verjetno na nek način mogel statistično v bistvu naučiti, kje ponovadi so jabolka, preden padajo. Sicer lahko so tudi na polici, recimo, ampak v večini primerov so pa na drevesu. A te lahko samo ustavim, Boris, ker bi rad nekaj preveril. Zdaj si rekel, on se mora naučiti, iz kje padajo jabolka ponavadi. A je ta stavek resničen ali je bolj resničen stavek,
Najpogosteje se je po tej besedni zvezi pojavila beseda drevo. Ker to sta dve različni, po moje. Neki je razumevanje, neki je pa predvidevanje statistično najbolj smislenega nadaljevanja stavka. Lahko začnemo, ne? Na začetku začne se pri statistiki, tako recimo, sploh dokler recimo modeli niso dovolj dobro naučeni, bi najlažje razumeli to, kar se dogaja kot čisto statistiko. Zdaj, potem, ko pa to učenje nekaj časa traja, pa v bistvu modeli v teh svojih utežeh dobijo neke reprezentacije, ki sicer na začetku izvirajo iz statistike, ampak vendarle reprezentacije tega, kar se dogaja v teh besedilnih korpusih, pa se ta meja nekako začne malo zabrisovati. Tako da jaz mislim, da trenutno je bistveno preveč neke nepotrebne diskusije na temo, ali je zdaj to pravo razumevanje. Recimo pri GPT-4 modelu smo videli, da zdaj na kar solidnem delu nekih profesionalnih izpitov, ki jih zastavljamo ljudem, te modeli dosežejo in velikrat tudi presežejo neke performanse, ki jih dosegajo ljudje. Zdaj, to, kar opažam, da se dogaja, je, da čeprav modeli na iste inpute dajo takšne outpute, kot jih pri ljudeh povezujemo z razumevanjem, se potem odpirajo te diskusije, ali je to spet pravo razumevanje. Jaz mislim, da je to zanimiva, predvsem filozofska debata. Nima pa zelo velikih praktičnih oziroma uporabnih posledic za dejansko delo s temi modeli in tudi ne za razumevanje tega, kakšne spremembe bodo pripeljali v našo družbo. Če se mogoče zdaj vrnem nazaj, kako te modeli potem pridobivajo to znanje. Recimo, en zanimiv primer bi tudi bil se bom probal izogniti besedi razumevanje, neko pričakovanje tega, kako ljudje reagirajo na različne stvari. Recimo, če bi dal Janezu je bilo všeč, ker je za rojstni dan dobil darilo, naprimer, ali pa recimo kakšne te reakcije, kako se ljudje čustveno odzovejo, če se jim nekaj zgodi. Tudi take stvari se v bistvu da pridobiti s tem, ko vidimo dovolj nekih teh človeških reakcij v besedilih, in tudi v zadnjem času so bili zanimivi rezultati iz področja tega, ne vem v bistvu točno, kako v slovenščini to prevedemo, theory of mind, kjer v bistvu se preverja, ali ljudje ali pa modeli imajo neko razumevanje, kaj se v bistvu dogaja v mislih drugih ljudi, da lahko pri svojem sklepanju tudi upoštevajo to, kako neke situacije izgledajo iz perspektive recimo drugih oseb. In recimo tukaj smo videli tak skokovit napredek, sploh pri teh GPT-3, GPT-3,5 in zdaj GPT-4 je praktično dosegel vrednosti, ki so skoraj ekvivalentne temu v smislu theory of mind, kar vidimo pri ljudeh. Malenkost še manjka. Pa tudi recimo tukaj ena stvar, Klemen, ki si to vprašal. A veš, če ti nekaj testiraš in je odgovor isti pri modelu in pri človeku, kako boš sploh rekel, da en ima razumevanje, en pa nima. Ti lahko razumevanje samo testiraš. Tako da na koncu je to statistika ali je razumevanje, ali nimamo mogoče mi ene statistike v glavi isto, to je, mislim, to se skoraj ne more ločiti. Outcome je isti. To je tisto, ki je bivši predsednik Kitajske je rekel, nima veze, če je mačka črna ali bela, važno, da lovi miši. Se pravi, on se je sicer na ekonomski sistem skliceval, se pravi, važno, da deluje, ni važno, kaj je v zadnji. Zdaj mogoče klej isti princip. Outcome je isti, mogoče, kot če bi človeka vprašal, ali pa podoben, tako kot smo s temi testi videli. Zdaj pa, a so luči pržgane na drugi strani? Mislim, zdaj trenutno vemo, da niso, verjetno niso.
z vidika zavesti, ampak ni tako pomembno, če rešuje probleme. Ja, skratka, s tem principom, ki sem ga opisal, so potem, sploh ko se je to dogajalo, da so postajali modeli vedno večji in vedno večji, so tudi postajali ti outputi vedno boljši, ampak ni pa to vse. Mogoče je to bilo recimo pri GPT-2 vse in tudi pri teh prejšnjih modelih se je potem izkazalo, če smo hoteli od njih uporabne rezultate, smo mogli zelo, zelo skrbno potem tem modelom zastaviti vprašanje. In ja, mogoče ta del, kako jim zdaj ta vprašanja zastavljamo, torej te modeli v bistvu imajo kontekstno okno, kjer dobijo notri neko besedilo in potem na podlagi svojih napovedih, ki jih pač nevronska mreža dela, to besedilo znotraj tega kontekstnega okna nadaljujejo. In recimo pri modelu GPT-3 je bilo to kontekstno okno 4000 pa še nekaj tokenov, kar pomeni 1000 tokenov v angleškem jeziku je približno 750 znakov. Tako za občutek, in iz tega so potem nadaljevali. In v bistvu v tem kontekstnem oknu smo mi mogli modelu zastaviti neko nalogo oziroma vprašanje oziroma besedilo, ki smo ga želeli nadaljevati. In včasih je ta field, field, v katerem temu v bistvu rečemo prompt, v angleščini. Jaz se malo ukvarjam zdaj s tem, kako to čim boljše prevajati. Ni najbolj enostaven izraz za prevesti. V bistvu prompt ima tudi različne lahko pomene in zdaj v temu pomenu, kot se uporablja pri jezikovnih modelih, je mišljeno, da je to neko besedilo, ki model uspodbudi. Tako da se potem včasih uporablja kakšne take izraze, kot je neko vzpodbujevalno okno ali nekako se mi ne zdi, da se to ravno najboljše sliši, ampak dobro, dajmo ostanemo pri promptu, ker mislim, da je to trenutno vse ljudem najbolj znano, tistim, ki se s tem ukvarjajo. Skratka, tako, dokler smo imeli te modele, ki v bistvu niso imeli še te dodatne mašinerije, ki jo bom pa v nadaljevanju opisal, je bilo treba skrbno zastaviti ta prompt, če smo hoteli dobiti dobre rezultate in izkazalo se je, da so eni ljudje pri tem pač zelo spretni, imajo skoraj da rekel nek naravni talent za to in sčasoma se je razvil en kup trikov, kako oblikovati te prompte in tako, da so pol eni v eni točki začeli govoriti, da so pa to v bistvu kar neke vrste inženirji in potem se je iz tega je prišel izraz, prompt inženir. To se moramo dati zdaj na LinkedIn, Ja, absolutno. Ja. Jaz sem sicer predlagal, da bi v slovenščini to prevajali kot generativni inženir, ker se mi zdi, da bi imeli tako tudi mogoče potem mal širši publiki, mal več smisla kot pa vzpodbujevalni inženir, sploh zato, ker je zdaj to kar nekako se uveljavil ta izraz, da je to generativna umetna inteligenca in potem zakaj ne bi ga uporabljali kar tudi za ljudi, ki delajo na tem področju. Bomo videli, kako se bodo stvari odvile. Je pa tudi samo še glede tega prompta, v bistvu se ful pojavljajo razni na Twitterju, pa bi rekel prikazi, kako lahko iz teh modelov dobiš nekaj, kar bi model drugače rekel, vprosti, tega ti ne morem povedati, ker je ne etično. Tako da v bistvu lahko dobiš tudi informacije s pravim promptom, ki jih drugače ne bi dobil. Mislim, v bistvu to so te tako imenovani prompt injection napadi, so lahko kar velik izziv za potem dejansko uporabo teh modelov, recimo za podjetja predstavljajo velik rizik, sploh če te chatboti v eni točki postanejo neke vrste obraz podjetja, recimo ta prva linija interakcije z potrošnikom oziroma uporabnikom je nehvaležno, če potem lahko govorijo neke bedarije. Ampak da ne bomo odstavili še teh par dodatkov, kaj je sledilo potem. Torej, prva zadeva, ki se je zgodila, je bila ideja, da če pa mi v bistvu naredimo en dataset, v katerem imamo noter navodila
ki jih dajemo modelom, potem imamo pa v nadaljevanju točno tak output, kot bi si ga mi želeli na podlagi tistega navodila. In potem naredimo fine-tuning modela na tem novem datasetu, torej prilagoditev modela na temu, se izkaže, da kar naenkrat te modeli lahko bistveno boljše sledijo našim navodilom in je treba biti manj sofisticiran pri temu tako imenovanem prompt engineeringu. To je bil v bistvu ta prva taka velika izboljšava, ki je naredila modele bistveno bolj praktično uporabne. Ni pa ostalo pri tem. Naslednji korak, in je ta trenutek, bi rekel, še vedno zelo aktualen, je bilo pa zdaj pa dejansko vzpodbujevalno učenje na podlagi povratne informacije ljudi oziroma reinforcement learning based on human feedback. Tukaj gre pa za tako zgodbo, da imamo mi prvi model, recimo v tem bazični izhodiščni model, ki generira seveda na podlagi nekih vprašanj neke odgovore. Potem imamo pa ljudi, ki so v bistvu ocenjevalci in ocenjujejo, v kakšni meri so bili te odgovori njim uporabni oziroma ustrezni oziroma všečni. Nakar vključimo v zgodbo en drug model, ki pa poskuša v bistvu razumeti, kako bi lahko napovedal, kako dobro bodo človeški ocenjevalci ocenili nekdanji input prvega modela. Tako da v bistvu je to nek ocenjevalni model, ki se uči na podlagi tega, kaj ljudje ocenijo. No in potem, ko se dovolj dobro nauči, pa v bistvu ta drugi model začne prvega trenirati. Torej prvi nekaj generira, ta drugi napove, kako bi najverjetneje ljudje to ocenili in potem se to prek algoritmov spodbujevalnega učenja prenese v samo generiranje prvega modela. In to pa se izkaže, da v bistvu je bil tisti ključni mehanizem v ozadju ChatGPT. Torej ta model, večino tega napredka, ki smo ga videli napram recimo prejšnjim različicam, tudi GPT-3 modela je prišel iz tega naslova, ker tudi ta reinforcement learning se je odvijal z namenom narediti, bom rekel, nekega konverzacijskega agenta. Torej njegovi inputi, torej ocenjevalci so ocenjevali na tak način, kako dobri so v bistvu v smislu pogovora te njegovi outputi. Tako da tudi recimo zato vidimo, ko so kakšna vprašanja povezana s kodo, on tipično ne odgovori samo na tisto najnujnejše, kar ga je uporabnik vprašal, ampak tudi zraven še malo razloži, pa da kakšen primer, kako se dejansko ta koncept implementira in podobno. To je prišlo ven iz tega. In zdaj, če pogledamo v ta cel ekosistem teh modelov, tako kot so trenutno na voljo, recimo, včasih je tako, ljudje so se zdaj navadili, več parametrov pomeni boljši rezultat. Ampak tle pa zdaj ni nujno res, rata slika nekoliko bolj kompleksna in vidimo recimo, da so eni modeli, ki so, odprtokodni, recimo tak primer je naprimer ta Bloom, mislim, da smo ga majčkeno omenili že v prejšnji epizodi, ki imajo veliko parametrov, mislim, da 176 milijard, nimajo pa tega fine-tuninga oziroma tega reinforcement learninga upravljenega, kar pomeni, da potem, če na koncu vzamemo ta model, pa ga primerjamo recimo za ChatGPT, je razkorak enormen. Je pa recimo ta reinforcement learning kar do neke mere zahteven za narediti, sploh, če hočemo dejansko še te človeške ocene noter upeljati, ker jih rabimo kar precej. Mislim, da sem zasledil, da je OpenAI več kot 1000 teh ocenjevalcev recimo uporabil pri teh svojih modelih, pa niso glih delali en dan. Tako da, 1000 ljudi je v bistvu. Ja. Se je bila tudi ena taka mal mini afera, bi rekel, ko je prišlo ven, da so v bistvu, mislim, da so v Nigeriji tudi, če se ne motim, ali ne. Skratka, v eni od afriških držav so tudi med drugim najemali nekaj teh ocenjevalcev in so jim pač plačali recimo za zahodne razmere precej malo. Je pa res, da so jim pa plačali tako mogoče celo dvakratnik tega, kar pač podjetja sicer tam plačujejo. In pa je bilo tako zanimivo poslušati meni te reakcije, ko so se, bom rekel, premožni ljudje iz Zahoda pritoževali
zakaj OpenAI plačuje tem ljudem tako nizke plače, ne? In bi skoraj da raj videl, da jih pač ne bi, da jim ne bi ponudil te priložnosti. Ne? Tako. Sej ta debata je zelo stara, ne? Tudi z vidika Nike tovarn v Aziji, ki plačujejo 5-krat več. Je velik kritik na to. Ampak tako da je pa zdaj, se pa da vsem, bom rekel, marsikaj narediti, ne? Tudi s tem spodbojevalnim učenjem. Recimo, mogoče se bi bilo dobro to zdaj se dotakniti, ker so te koncepti nekako povezujejo. Od našega zadnjega srečanja se je seveda zgodilo veliko stvari. Zdaj, to, da je prišel GPT-4 ven, je bilo do neke mere pričakovano, ne? Mogoče ne zdaj čisto točno, kater teden bo prišel ven, ampak vsaj v okviru smo nekako pričakovali, da bo to spomladi 2023. Ne? Ampak to, kar me je pa bistveno bolj presenetilo, ne, je pa napredek, ki se je zgodil v bistvu pri optimizaciji inference velikih jezikovnih modelov. Ne. To pa je tako. Za marsikoga bo to v bistvu pravi game changer. Ne. A prevedeš ta stavek, prosim? Ja. Torej, nekaj časa nazaj je Facebook, bom začel na začetku, v tem, kjer se ta zgodba začne, ne, oziroma Meta. So objavili eno družino modelov Llama različnih velikosti z precej dobrim performansom. Niso pa to bili modeli, ki bi bili recimo, ki bi imeli zelo močan fine tuning na teh navodilih in podobno. Ne? Skratka, bi rekli, da so bili bolj primerljivi za to bazično različico GPT-3 modela. In te modele so dali na voljo raziskovalni skupnosti z tako dost komercialno nepermisivno licenco, ne, torej samo za akademske namene in samo pač ob njihovem soglasju. Akademiki so se mogli registrirati, oziroma zaprositi prek nekega obrazca, zato da so dobili dostop do tega. No in seveda eden od njih je pa vse skupaj dal na torrenta. Ne. Pač. In preko tega je v bistvu malo širša hekerska oziroma odprtokodna skupnost dobila dostop do teh uteži modelov in so se začeli s tem igrati. In tako, v zelo kratkem času se je kar zgodil veliko napredka. Ne. Mogoče tak najbolj zanimiv del je bil, ne, da so eni v bistvu kodo za inferenco teh modelov, torej, ko rečem inferenca, mislim dejansko generiranje napovedi, torej ne za učenje, ampak za generiranje napovedi, da so to kodo prenesli v C++. In to je pa predstavljal neverjeten skok v hitrosti izvedbe teh inferenc. In potem prvi rezultat je bil, ne, da so uspeli tudi ta res velike modele, ne, od 7 milijard, pa tudi še malo navzgor, ne, parametrov, zagnati kar lokalno, ne, najprej na Macu z M1 procesorjem, potem so pa to nadaljevali in zadnji rezultat, ki ga vem, je, da zadeva laufa tudi na recimo Pixel 5 telefonu in Raspberry Pi 4 celo, sicer izredno počasi, ampak vendarle, ne, se zažene, kar je bilo neverjetno. Tako, mislim, da je bilo res nepričakovano, da gre ena zadeva, ki se je prej smatrala, da to lahko funkcionira bolj ali manj sam v nekem datacentru na grafičnih karticah, ki stanejo mogoče tudi 15,000 plus dolarjev po komadu, ne, da to zdaj deluje lokalno na telefonu. Ne. Tako, to bo veliko stvari spremenilo. Ne. No, to je bila ena stvar, ki se je zgodila. Ne. Ta druga stvar je pa bila, da so potem eni doktorski študenti in raziskovalci iz Stanforda naredili v bistvu ta fine tuning na navodilih modelom, ta srednji korak, ki sem ga prej omenil. So pa bili izredno iznajdljivi, kako so se tega lotili. Ne. Oni niso imeli na voljo neke ogromne baze svojih podatkov, ne. Niso si mogli privoščiti zdaj, da bi tam iz kakšne druge države ljudje generirali neke tekste, ampak so kar uporabili GPT-3, ne, da jim pripravi ta dataset. In sicer je šlo za 52,000 teh besedil, ne, kjer imamo in navodilo in potem odgovor modela.
in so to uporabili zato, da so izvedli fine tuning teh metinih modelov. Vse skupaj je tako presenetljivo poceni, strošek za generiranje z GPT-3 tega in potem za učenje oziroma fine tuning, vse skupaj je $600. Dobili so pa kot rezultat model, ki čeprav ima 7 milijard parametrov, se obnaša vsem presenetljivo podobno kot dejansko ChatGPT, oziroma GPT-3,5. Najverjetneje, če bi ga dal čez vse benchmarke, sicer ne bi bil povsem enak, se bo tudi to zelo težko, da bi bil, ampak vsem, jaz sem videl, ne da se preizkusiti ta model, obstaja javno dostopen demo in rezultati so fantastično dobri, če me nekdo vpraša, z ozirom na to, da je to samo 7 milijard in da so eni drugi pa pokazali, da v bistvu to lahko laufa na telefonu. Tako da, recimo, zdaj sem tudi slišal primere, to so pa bili eni Portugalci, oziroma brazilski, mislim, da raziskovalci, ki so probali zdaj ta model nekako narediti tako, da bi bil prilagojen recimo portugalščini. In so tudi to naredili tako s presenetljivo lahkoto. V bistvu je bilo potrebno 3 ure fine tuninga na eni A100 grafični kartici za 40 giga rama. Tle se tako pogovarjamo se o strošku recimo za najem tega v data centru je tako $3. Tako da, to je kar velika stvar, ker to zdaj odpira možnosti, recimo tudi tuna podjetja, ki so bila prej skeptična do tega, da bi uporabljala to tehnologijo, zato ker so se bala, da bi podatki uhajali k nekim tretjim osebam in podobno. Tudi recimo podjetja, ki so bila toliko nezaupljiva, da niti clouda niso želela uporabljati. Se jim zdaj odpira možnost, da dejansko čist na lokalni infrastrukturi zaganjajo te stvari, stroškovno je tudi lahko zelo ugodno. Tako da je tak preskok se je zgodil. Jaša? Kaj je vprašanje? Ja, v bistvu lahko pa, jaz imam v bistvu 3 zanimive use case, pa sem mislil vaju vprašati, Jaša, Andrej, zdaj, ko ste zadnje tedne verjetno kaj spremljala na Twitterju. Kaj vam je bilo iz tega področja mogoče najbolj zanimiv, kakšen use case, ki si ga videl? Jaša, rekel si prompt engineering, Jaz sem videl čisto take navadne prompte, ali pa kaj so se ljudje spomnili, kako je možno uporabljati ChatGPT, za katere naloge. Pa jaz imam v bistvu vprašanje čisto za Borisa, da mi razloži, kako te use case v zadju delujejo. Pogremo pa lahko še na Googlov announcement, ki je bil nov, kako so ta svoj AI, v bistvu, kakšne ideje imajo, kako jih zintegrirati v svoje produkte. In isto je pol še Microsoft naredil s tem Copilotom. Tako da tukaj bi me tudi zanimal Borisov vidik. Ampak lahko, Jaša, ti pričneš. Ja, mislim, use case je jaz bi dal tako en use case, ki je tako individual, en model je pač to naredil. Pol en use case, ki je kako lahko firme uporablja, kaj se meni zdi zelo powerful. Pa ta use case, ki je ta Copilot, ki tudi pač imam par frendov, ki so v Microsoftu, pa to že kar nekaj tednov v bistvu uporabljajo interno, koliko to dobro deluje, v e-mailu, v PowerPointu, v Wordu, v Teamsu in tako naprej. Se pravi, ta personal use case, ki se mi zdaj tako zelo basic v bistvu, en model rekel, kako jaz lahko uporabljam to kot enega asistenta, ta chat GPT, da zaslužim denar. In je rekel, kjero spletno stran oziroma kjere produkte se splača po internetu prodajati. In me je undal. Pa je rekel, kdo so moje stranke za te produkte? Mu je model dal. Daj mi narediti spletno stran, UI, ki bi tako in tako izgledala in tako naprej. A je to ta model? Ja, to mislim, da je ta model. Ja. Oziroma, a sem jaz tega videl, a sem pa enega drugega videl. Nekaj tazga.
Či za une, ki samo poslušajo. Tako, nekaj tazga je bilo. Mislim, da ne bo glih ta, ampak nekaj tazga. In v bistvu mu je model generiral stvari, ki mu je olajšal fulno. Se pravi, to je zelo ena taka simpel stvar, ki se lahko dosti hitro naredi. In tukaj v bistvu bo folk sigurno neke ideje spelu do nekega demota ali pa do neke mere, ki bo to v bistvu lahko že live, brez dizajnerja, brez nekega business development gaja in tako naprej. Ne? Se pravi, tukaj kar naenkrat boš ti lahko imel tim, ki boš ti plus ta asistent, ne pa 5 ljudi. Ne? To mi je recimo bilo zanimivo. Kar se tiče Ferem, jaz mislim, da smo z Borisom že zadnjič govorili, ampak jaz sem to pač še malo bolj pogledal in dejansko full Ferem jih zanima, kako bi to lahko uporabljali kot nek njihov interni search engine oziroma nek data accessibility accelerator. Ne. Recimo danes tipično firma ima, če je malo bolj moderna, ima nek data warehouse, ali je to Databricks, ali je to Snowflake, in tam ima milijon enih podatkov in folk ne ve, kjer podatki so tam in kako do njih dostopati. Ne. Eni vejo, ampak večina ljudi ne ve. In pol se sprašuje, jaz rabim te podatke, kje jih lahko najdem, unga modela ni v Officeu, ok, mi lahko ti pomagaš, za koliko let imamo teh podatkov in tako naprej. In vse to v bistvu lahko ti nekako na svoj data scope apliciraš ta modela. Ne? In pol tukaj rabaš pač neke elemente, parsing teh podatkov, neke embeddinge, se pravi, da je to v nekem formatu, ki ga lahko ta OpenAPI razume, ampak potem je to v bistvu natural language. Ne? Se pravi, to je nek huge boost, ki se bo itak integriral v razne aplikacije. Ne? Jaz sem prepričan, da v naslednjih mesecih bo, ne vem, imel ne vem, data catalog ali pa tudi, ker data warehouse ta natural language umestnik. Ne? In Microsoft to že integrira v svoje produkte. Ne? In ta tretji primer je pa, koliko to dobro deluje na e-mailu. Se pravi, ta moj kolega mi je povedal, da PowerPoint je še tako, je ok, ni pa zdaj to wow crazy. Se pravi, jaz napišem, jaz bi rad imel tak pa tak slide, da mi ga nared. Medtem ko e-mail je pa v bistvu že absolutno productivity booster big time. Ne? Se pravi, en ti pošle e-mail in ti rečeš, reply in ti da suggestion in ta suggestion ni samo direktno na ta e-mail, ampak tudi na kontekst tvojih prejšnjih e-mailov in tako naprej. Se pravi, tukaj se mi zdi, da ta Microsoft Suite, ki bo prišel ven, to bo folku ful pomagalo. Ja, zdaj, katero od teh bi začela? Meni so vse tri zanimive, mogoče samo za ta e-mail, ali pa tako, to, kar smo tudi rekli, kaj je Google predstavil, pa kaj je Microsoft predstavil. Moje vprašanje je, za vse tri, zakaj mislite? Ker sem gledal te demote, vse mogoče lahko enega pokažem, da bojo ljudje razumeli, o čem govorimo. Introducing Microsoft 365. Tole vidite, ne? V bistvu, kaj mene tukaj bega pri temu, pa me zanima tvoj pogled, Boris, je, zakaj imam jaz ta Copilot individualno v nekih aplikacijah, se pravi, vsaka aplikacija ima svoj individualen umestnik, kjer ta Copilot generira te outpute, tam imam posebej gumb in podobno. Če smo že prej s tem Sirijem, pa z te Cortano, ki je imel Microsoft, je imel embedden čez cel sistem, če jaz prav razumem. Se pravi, si imel na računalniku na splošno nek AI asistent.
Zdaj tukaj, kaj pa vidimo, je pa, da grejo v to smer, da ima, ne vem, Excel aplikacija posebej del, kjer Copilot deluje. Ne? In mi ni jasno, zakaj se to ločuje po aplikacijah, ne? Ali pa zakaj Notion, recimo Notion ima tudi nek svoj asistent, ki ti pomaga pisati brief, product spec, prezentacijo te naredi in podobno. Ne? In se mi zdi zanimivo, kako je ta smer taka manj učinkovita ali pa manj celostna, kot je bila recimo že prej vzpostavljena. Ne? Ja, mislim, jaz vidim, da je glavni problem tle, ne, da pač to, kar zdaj tukaj gledamo v tem demotu, ne, to je mišljeno kot res maksimalno produkt za končnega uporabnika, ne, ki mora rešiti najbolj tisti problem, s katerim se uporabnik srečuje pri uporabi posameznega orodja v posameznem kontekstu. Ne. In seveda potem ko greš v tej smeri, ker recimo prej, če daš ti uporabniku na voljo nek playground, ne, tako kot je bil recimo in je še vedno na voljo za GPT, ali pa tudi recimo neko tako stvar, kot je ChatGPT, ne, je sicer splošna, ampak zahteva pa od uporabnika, uporabnik bo mogel napisati nek kontekst vsakič noter, povedati bo mogel, glej, pišem odgovor na e-mail, ne vem, tej in tej taki osebi, rad bi povedal to in to, skratka, zahteva je popolnoma splošno, ampak istočasno pa od uporabnika zahteva nek trud, da pripravi teren, zato da bo ta splošen algoritem to lahko pač rešil. Zdaj, če pa se premaknemo v tej smeri teh produktov, tle pa je to zminimiziran, tle pa je kontekst že podan, s tem, ko ti uporabljaš recimo tega kopilota v posamezni aplikaciji, pač seveda kopilot ve. Zdaj si v tej aplikaciji, njegovi outputi so prilagojeni na tak način, da bodo koristili v kontekstu te aplikacije. Po moje tak čist praktičen razlog. Je pa res, da mislim, da je pa tudi to samo prehodna točka do tega, da bomo pa imeli tudi enega, bom rekel, univerzalnega asistenta, ki bo pač prosto prehajal med vsemi temi orodji. Ampak ja, zdaj v tej trenutni pojavitvi smo pa tukaj. Ja, zato ker če on zazna, katero aplikacijo imam jaz v fokusu, ali pa celo zna moj ekran videti, bi lahko bil on agnostičen, glede vsega. In imam jaz računalnik, ki je v bistvu sam AI, kako bi rekel, interakcijo do tega AI-ja, in ti mu v bistvu daješ naloge, tako kot je prej Jašo izpostavil za maila. In se bojo v bistvu sam moj AI se bo pogovarjal z Borisovim AI-om. Zdaj lahko rečeva, če je Boris, ne vem, direktor Tesle, jaz sem direktor Amazona, se točno to dogaja. Tajnica ali pa tajnik od Bezosa se pogovarja s tajnico od Muska in se zmenta za tisto kosilo. In tako nekako si predstavljam, da v bistvu boš imel true asistenta, ki bo razumel tebe, tvoje delo. Klemen, ampak recimo, če se samo osredotočimo na te klasične aplikacije, ki jih folk uporablja, Excel, PowerPoint, ne vem, e-mail, Teams in tako naprej. Sej, v bistvu, veliko taskov imaš ti itak, ki jih hočeš narediti s temi aplikacijami, in če ti daš nekemu generalnemu asistentu, daj mi prošem drafti en e-mail za to pa to osebo, pol mi naredi nek slajd, pol mi ta Excel analizeri, ali pa če greš v te aplikacije, neke full razlike, neke začetne razlike ni. Druga stvar je pa, Microsoft hoče te aplikacije še naprej prodajati. Se pravi, on ne bo naredil stvari, ki so najbolj advanced, pa najbolj, ki v bistvu naredijo te aplikacije nekako delno obsolet. On jih bo samo enhancel, se pravi, njim je v interesu, da ti še vedno te aplikacije uporabljaš. Ja, no, ampak sej, lahko bi bil nov produkt, ki ti v bistvu te aplikacije da stran, in sigurno je tam tudi priložnost za monetiziranje tega tula, če je to advanced, z vidika Microsofta razmišlja. Ampak to ni v njihovem interesu. Oni s tem Excelom, PowerPointu služijo crazy vsote in to bo ostalo zdaj. Ja, mislim,
najbrž še kar en čas bo, a ne. Je pa pol, mislim, jaz recimo mislim, da to, kar Microsoft zdaj uporablja, je kar zelo blizu state of the art, ne. Tako, ne bi rekel, da je tako full enih stvari, ki so tako bistveno naprej, ne. Pravzaprav sem presenečen na tem, no, res na to hitrostjo, kako Microsoft zdaj to hitro in uspešno implementira v svoj ekosistem. Mislim, da ne vidimo ravno vsak dan, ne, da je neko tako veliko podjetje hitrejše, kakor velik del startupov, a ne, pri adoptionu teh tehnologij, ne. Tako da mislim, da je to tudi, bom rekel, za marsikoga v startup svetu velik izziv, ne. Tudi mislim, da čist preprosto s tem, recimo s tem Copilotom, a ne, za Excel in ostale stvari v njihovem pač temu Office ekosistemu, bodo marsikateri startup dobesedno pač zradirali, ker ne bo nobenega razloga, ne, da bi uporabljal nekaj drugega, ne. Sem pa tako, no, ko sem razmišljal zdajle o tem, ne, v kakšni smeri grejo te asistenti, ne. Trenutno se mi zdi, podjetja tako res tekmujejo med sabo, ne, katero bo naredilo bolj zmogljivega asistenta, ki bo pa imel čim manj karakterja, ne. Ko bo čim bolj generičen v svoji interakciji z uporabnikom, ne, torej nobenih čudnih izjav, ničesar, ne, tako. Ampak se mi zdi, ne, da tako, če pogledamo malo naprej, ostala podjetja bodo prej ali slej, pa verjetno bo bolj prej kot slej, ujela ta performance v smislu zmogljivosti, ne. In potem se postavi vprašanje, ne, zakaj bi ravno tega asistenta uporabljal, ne. Če pa v bistvu lahko, mogoče pa v nekem trenutku en drug boljši, ne, pa bo v bistvu vse isto, sam malo bolj zmogljiv, bo pa boš pač šel tja, ne. Ja. Zdaj, kaj pa bi se zgodilo, ne, če bi ti asistenti imeli nek specifičen karakter, oziroma če bi se nekako prilagodili načinu uporabe, kot jo posamezen uporabnik želi, ne. Jaz mislim, da bi iz tle v bistvu lahko nastal res velik moat, ne, ker tako, kot se mi navadimo recimo na enega sodelavca, pa nam je fajn interakcija z njim, pa imaš pol tako, ne, lahko, ne, če zelo veliko z nekom delaš, imaš skoraj občutek, da si malo misli bereta in tako, ne, in veš, kaj pričakovati od njega in kako se bo odzival in tako, bi pol v bistvu lahko tudi za te asistente veljali. Ne, in če bo potem prišlo eno podjetje, pa bo reklo, ne, naš je pa majčkeno boljši. Ja, ampak, bom res hotel zdaj iti v neki drugega, pa vse se mi bo malo spremenil, pa ne bom čisto točno tako dobival, kot sem bil navajen. Tako da tle vidim veliko potencijala, ne, v eni točki mislim, da bo šlo v tej smeri, da bodo začela, tako, ta reinforcement learning, ki se zdaj dogaja načeloma na celi populaciji, ne, se utegne začeti dogajati na nivoju posameznika, ne, torej model se bo probal prilagoditi temu, a ne, kako posamezniku najbolj ustreza ta komunikacija in ne, vse ostalo. Ja, pa se malo je tako z operacijskim sistemom, ne, če pomisliš, ne. Mac useri imajo določen personality, pa so navajeni na določen način in je tudi težko zaswitchati na Windows, ne, ker se ti vse spremeni, tako, kot si rekel, ne. Zdaj, mogoče, če sem te kle prav razumel, pri AI-ju ti govoriš o personalityju AI-ja. Ja, v bistvu, ne, recimo, ne, zdaj smo videli, ko je prišel ven Bing na začetku, ne. Bing bi skoraj da lahko rekel, je imel na začetku en tak zelo poseben karakter, ne, sicer mogoče ne najbolj prijeten, glede na te izjave, ki smo jih potem gledali, ne, na socialnih omrežjih, ampak vsem, vendarle ga je pa imel malo več, ne, kot pa recimo bi zdaj rekel, da je tale končna verzija GPT-4, ki jo trenutno lahko uporabljamo, ne. In tudi recimo vidim, kakšni te drugi asistenti, a ne, recimo od podjetja Anthropic, Claude, mislim, da je, ne, je tudi tako, vidi se ves ta trud, ne, ki ga je podjetje vložilo v to, da bi naredilo v bistvu enega asistenta, ki bi bil čim manj, ki bi imel čim manj personality, no, dajmo tako reči, ne, ki bi bil na nek način sposoben, ampak v svojih odgovorih generičen, a ne. Kaj pa z vidika Binga, kaj je tam razlika med tem, da grem jaz na interfejs, ki je od OpenAI-ja, pa tam imam interakcijo z GPT-4, ali pa če grem na Binga, ne? Tehnične razlike. Ja, ključna razlika je ta, ne, da Bing ima dostop do interneta, ne? Tako da v bistvu Bing, ko ga nekaj vprašamo, ne, on najprej naredi
pač search ustreznih terminov na internetu, ne, potem pogleda rezultate in na teh rezultatih, ne, potem v bistvu neka različica GPT-4 modela sestavlja odgovore, ne. Zdaj, zakaj je to tako, ne, najverjetneje, tako jaz sumam, ne, gre za nek dogovor, ne, med Microsoftom pa OpenAI, ne, da pač bo eno obdobje, ko OpenAI pač te funkcionalnosti ne bo vklopil, ne, pri svojih modelih, čeprav bi jo zlahka, ne, ker tudi, ne, recimo mi interno uporabljamo OpenAI modele v takem kontekstu, da gradimo neke prilagojene iskalnike, ki se povežejo z internetom, absorbirajo tam en kup informacij in pol se sumarizirajo ali pa kako drugače obdelajo z OpenAI modeli. Tako da to ni noben problem narediti. Ne. Zato mislim, da je bolj kakšna specifika poslovnega sodelovanja od zadnji med tema podjetjema, ne. Zakaj OpenAI tega nima. Ne. Je pa zelo pomembno to poudariti, ker tudi GPT-4, ne, mislim, da je naučen samo na podatkih do, če se ne motim, jeseni 2021, ne, september ali pa avgust. September 2021. Ja, ne, kar pomeni, da če ga bomo spraševali o nekih stvareh, ki so se zgodile lani, pač ne bo imel nobenega vedenja o tem. Ne. Ja. Sem tudi to bo šlo naprej sigurno v tem smislu, da bo v eni fazi bo to released on new data, mogoče every month, ne. Se pravi, ja, da bo... Mislim, skoraj zihar, ne. Ampak sej, tako, bom rekel, če modeli lahko sprotno absorbirajo informacije iz interneta, se potem tudi majčkeno zmanjša potreba potem, da bi res tako pogoste release delali, ne. Sem prepričan, da se bodo, ne, ampak ne bi pa pričakoval, da bomo kdaj kmalu to videli, da bi bili tako daily release, ne, ali pa še kaj bolj na gosto, ne. Bomo videli, no. Andrej, jaz vem, da ti tudi uporabljaš chat GPT za neke SQL queryje. Daj malo pove o tem. Ja, mi uporabljamo Data Studio, oziroma zdaj se Looker Studio imenuje od Googlea za prikaz podatkov, ki jih imamo. In Looker Studio je ful tak, zelo je enostaven za začeti, pa fleksibilen, ampak zdaj sem trčil pač ob neke omejitve, ne, in je treba malo bolj zahtevne te queryje napisati, oziroma neka pravila, kako se naj podatki prikažejo. In jaz sem tukaj recimo imel izkušnjo, ki mi je tako sicer zelo daleč pomagal, jaz ga kar vprašam, ne vem, imam podatke takole, zdaj mi pa povej, kakšno kodo dejansko naj napišem. No in on mi to napiše in jaz dam to v studio, Pa mi tam napiše, ne vem, invalid function, ta funkcija recimo ni podprta, pa ga jaz vprašam, on je meni zdaj to rekel, jaz sem v bistvu zdaj posrednik, med enim programjem pa drugim, tako da ne vem, koliko so oni zdaj naši asistenti, smo bolj mi ratali njihovi asistenti, Spravi, zdaj sam prenašam kodo, ki se oni dva pogovarjata in ja, malo meša, ne vem pač, ima stare podatke ali kaj, ampak tisto, kar mu ti poveš, pa se kar v nek loop on zatakne, reče, ja, imaš prav, to v bistvu, kar sem ti prej rekel, ni res, sem se zmotil, da tole je res, pa mu pa daš, pa reče, ne, očitno on tega ne podpira, probi s tem, in nisem pol uspel priti do tistega, kar sem želel. Tako da recimo še vedno, kakor vidimo vse te, ne vem, kaj je zdaj to vse mega, da lahko ti kar svojo firmo s tem postaviš, so pa kakšni taki specifični use case, kjer pa to še vedno faila, in ni omni, ne vem, potentno in da kar zdaj lahko vse s tem narediš. Še en recimo primer so te grafični, zdaj se tukaj večinoma samo o tem ChatGPT-ju pogovarjamo. Midjourney, sem videl, ko se pa ima punca veliko s tem igra, koliko ne zna rok recimo delati, človeških. Je prav neka
je prav, sem pa šel jaz googlat, ne, nisem vprašal ChatGPT, ampak sem šel googlat, kaj je point in ja, da je to za AI zelo kompleksna stvar, ne, da bi roko zgeneriral grafično, človeško roko, dlan, mislim, ne, prste in to, kar neki rata, neka solata, ne. In tako, no. Jaz sem pa take malo stvari zdaj videl, kjer pa ta tehnologija trči ob neke omejitve. Super istočnic, Andrej, za debato, ne. Mogoče bi te najprej vprašal, a ta ChatGPT, ki si ga zdaj omenil, da si ga uporabljal, si to uporabljal 3 ali 4? To je bilo, ja, disclaimer, to je bilo še na stari, na 3, 3,5. Ja, Andrej, to je pa zdaj vse drugače. Ja, to, kar sem jaz zaenkrat preizkusil, no, mislim, okay, če sam komentiram pač ta prehod iz 3 na 4, ne. Tako marsikdo, ne, tako dosti ljudi, ki dobijo dostop do tega, ne, pač zaženejo pa vprašajo neko stvar prvo, ki jim pade na pamet, pa vidijo outpute, ne. Tako dostikrat ljudje ne premislijo ful, kaj je tisto težek problem, ki bi ga res zastavili v delu, ne. In problem je, ne, ker je 3 dosegla en tak nivo te konverzacijske kakovosti, ne, se ni več kamita, ne, tako v smislu, ne, za neke take generične replije ne more biti boljš, ker smo že dosegli ta human level, ne. In isto pač pa ljudje probajo, pa vidijo, ja, 4 mi daje cirka isto nazaj, ne, sam pač traja dlje, pa dražje, ne, ko brez veze, ne, kva so pa to zdaj naredili, ne. No, ampak na teh, bi jaz rekel, ravno na področjih, ki so tako pomembna pri profesionalni uporabi, ne, se je zgodil največji preskok. Ne, prej sem recimo omenil te preskoke v izpitih, ne, recimo ta ameriški pravosodni izpit, ne, 3 je bila v 10. decilu človeških upravljalcev po rezultatu, 4 je v 90. Ne, tako, to vse je samo v bistvu v roku, ne, tako rekoč nekaj mesecev, ne. In eno tako področje je tudi koda, ne. To sposobnost programiranja se je radikalno izboljšala med 3 in 4. Pomembno je pa tudi povečalo se je kontekstno okno, ne. Iz 4000 pa nekaj tokenov na 8000 pa nekaj. Obstaja pa celo verzija, ampak mislim, da ta še ni kaj dosti dostopna, ki ima 32 000 tokenov okno, ne. To je nekje recimo 50 strani teksta, mu lahko zdaj damo v ta prompt, ne. Zdaj, kaj to pomeni, ne? Če pridemo na področje kode, ne, ja, to pomeni, da damo lahko velik del recimo dokumentacije ali pa saj en soliden del, tisti del, ki je mogoče relevanten, ali pa celo ne samo dokumentacije, ampak source kode, mu lahko damo v kontekstno okno, ne, in mu potem rečemo, da naj nam nekaj sprogramira in tle so pa garantirano dobri rezultati potem, ne. Boris, a to je memory, ki ga on ima, ki se lahko referencira na input, ki mu mi damo, ali govoriš eden prompt, koliko je dolg? Torej to, ki je dolg, lahko en prompt, a ne. Ker veš, kako sem jaz začel uporabljati, recimo za daljše tekste, pa videl sem en zelo dober use case, ga bom povedal, ne, na Twitterju. Model je šel, da dela take dolge Twitter threade o lifehackingu, o zdravju in podobno, ne. In je šel na YouTube in je rekel, Hubermanov podcast mi filtriri po najbolj popularnih epizodah. In je vzel najbolj popularno epizodo in je naredil transkript te epizode, se pravi, Huberman pa en strokovnjak sta se pogovarjala in je potem ta transkript feedil ChatGPT-ju postopoma. Se pravi, on je rekel, jaz ti bom zdaj dal en zelo dolg tekst in ko ti dam tekst, ti sam odgovor, da si zapomnil, se pravi, Gareta, ne. In pa mu je on feedil celo epizodo, 2-urno epizodo in ga je na koncu vprašal, a si zdaj to vse zapomnil. In je rekel ChatGPT, ja, imam zdaj te informacije. No, zdaj mi pa naredi Twitter thread povzetka tega pogovora najbolj zanimivih stvari in mu je on sam plunil ven Twitter thread iz tega pogovora, ne. Ja, veš kaj, tako, mislim, odvisen, kakšna količina je tega, no, se pravi, mislim, da je tudi, da razložimo, ne, kaj so zdaj te prompti pa tako naprej, ne, mislim, pa ta okna. Jaz si tako predstavljam, ne, to, kar je v promptu not, je za model, tako kot je za nas ta najbolj kratkoročni spomin, ne. Ko nekaj delaš, pa imaš skozi v glavi, recimo, kaj delaš, ne, to, ne.
Recimo te uteži modela, so pa bolj primerljive s tem našim dolgoročnim spominom. To so one stvari, ki moraš tako malo pomisliti, da se spomniš, pa tudi ni tako zanesljiv, ne? Mislim, lahko si zapomniš narobe tudi, ne? Ali pa misliš, da si nekaj si zapomnil, pa si v resnici nisi, ne? No, potem je pa še ta zunanji spomin, ne? Ki ga uporabljamo in mi in modeli, ne? Lahko greš pač pogledati v knjigo, ne? Pa si prebereš nekaj, ne? In zdaj, ta prompt, ne, je kratkoročni spomin in to je zdaj recimo pri temu največjemu GPT-4 modelu pač teh 50 strani teksta, ne? To pomeni, to, kar je tam noter, do tega ima model najbolj enostaven dostop in lahko uporablja in posveča ta svoj attention tem delom, ne? Zdaj, lahko pa uporabiš to je Boris, Boris, ki si rekel, teh 50 strani, to je tek 32,000 tokenov. To je to, ja. Ja. Okay. Ampak recimo, ne, jaz mislim, da mogoče ChatGPT uporablja to kot enega od trikov za sam produkt, ne, da pač ti v bistvu, če dobiš nekaj, kar je dolgo, ne, ti lahko narediš en svoj intern summary tega, ne, ki je krajši, pa imaš potem samo to v svojem promptu. Ne. Tako, ne vemo točno, ne, kaj uporablja ChatGPT, verjetno pa ima kakšen tak trik, ki mu pomaga nekako mečkam preseči izven meja tega svojega prompta. Ne bo si pa vsega mogel zapomniti, ker še vedno model od zadaj za 3,5 ima 4000 tokenov in več kot toliko pač ne gre. Ne. Sam tukaj ta prompt se mi zdi, da input prompt je pomemben, da se poveča in tako naprej, ampak se mi zdi, da je tudi pomemben, da se mogoče poveča ali pa kaj je možno v tem tekstu, recimo, da ima firma neke dokumente ali pa ful nekih podatkov v nekem warehouseu, koliko so te prompti lahko veliki, oziroma ne prompti, te chunky of inputa, koliko tokenov so lahko veliki, ne? In tudi tukaj so v bistvu neke limitacije. Ne? Ja, še to isto. Pač ti imaš, to je skupni prostor, teh 50 strani, ne, za prompt, ne, za navodilo, ki ga napišeš, in za neke inpute, recimo, ki jih daš noter, pa hočeš, da se pol transformira. To je za model vse isto, ne. Tako da, samo veš, po moje nikoli ne boš hotel v tem, nikoli, ne bom rekel nikoli, v tem svetu nikoli ne smeš reči nikoli, ne. Ne boš hotel ti cele baze noter stlačati v prompt, ne, to hočem reči, ne. Ti boš... Se to, ti boš mogel jih tokenizirati in dati neke embeddinge noter, da pač model hitreje lahko vrže ven odgovor. Ja. Hodil sem pa še to prekomentirati, ker je Andrej razlagal, ne, da smo zdaj mi neki asistenti, pa prelagamo iz leve strani ekrana na desno, pa pol nazaj levo. Ne. Zdaj, da se to avtomatizirati, ne, in to mislim, da je taka zelo zanimiva nova, ne bom rekel glih paradigma, no, ampak bo velik preskok, ne. V bistvu mi zdaj smo navajeni, ko pišemo kodo, ne, imamo te neke osnovne strukture, ne, imaš while zanko, imaš for zanko, ne. In v bistvu bomo zdaj v te strukture same kot take lahko noter upeljali te modele, ne. Mislim, to se že da narediti, ne, so tudi primeri na Twitterju, ne, ker v bistvu, recimo ti pišeš eno kodo, ne, dajmo tako začeti, ne, ti daš navodilo modelu, ne, daj, napiš mi to kodo, ne reš mi ta problem, ne. In potem on nekaj napiše, pa sebe vpraša, ne, daj, pač poglej zdaj to kodo, a je ta koda v redu, a je treba kaj izboljšati, ne, a pol se odloči, a misli, da je treba še kaj izboljšati, rafinirati ali ne. Pol ta koda, ne, če reče, da misli, da ne, ta koda pol potuje recimo ali v compiler, ali v REPL, ali karkoli, ne, in se nekaj zgodi, ne. In zdaj, recimo, da pride error message, ne bomo zdaj tega uporabniku pač poslali, ampak bomo spet to modelu nazaj dali, ne, in bomo rekli, ok, dej, tukaj ima zdaj error, kaj bo zdaj naredil, ne, in potem on lahko gre, ne, pa recimo naredi poizvedbo v dokumentacijo, ali pa mogoče sam proba razrešiti stvar, pa se še enkrat zažene, ne, in v bistvu ta zanka potem teče, ne, dokler problem ni rešen, ne. In recimo, to je ena stvar, ki se je že dala delati za GPT 3,5, ampak tako ne najboljš. Tako, za praktično uporabo, da bi tako rekel, ful tega v produkcijo dajal, to ne bi, ne. Jaz mislim, da 4 pa je zdaj dosegla ta nivo, ko boš v bistvu lahko delal to self-correcting kodo, kar sicer boš ti kdaj še vedno mogel zraven poseči, ne, ampak vse take, bom rekel, butaste napake, ne, take, ki bi si rekel, joj, kako tega ne ve, ne, pa se ne bodo več dogajale, ne, bo to tekalo, ne.
Tako da bomo imeli neke te digitalni asistenti, ali kako bi rekel, za kodiranje bodo postali drugačni, no, kot smo se pa zdaj z njimi srečevali. Pa to se še hotel omeniti, Andrej, znotraj tega zelo pomembnega tedna za umetno inteligenco je prišla tudi nova verzija Midjourneyja ven, številka 5, ki perfektno riše roke. Tako da to je še en primer tistega, ki smo rekli, joj, koliko časa to ne bomo dosegli, zdaj pa sam pač tako. V bistvu smo rešili v tem podcastu par problemov za Andreja, da sam ne uporablja updatanih verzij programov. Bom naslednjič sporočil, če te stvari držijo. Naslednjič prid za novejšimi verzijami. Bi pa še tako rekel, recimo, na malo podobno temo, kot tole s temi agenti, ki svojo kodo gledajo. Mislim, da sem že prejšnjič omenil, da je ta knjižnica LangChain, ki je zelo uporabna za delo s temi modeli, pa postaja se mi zdi kot nek tak bazični framework, se mi zdi, da bo postal tako, kot je za recimo prej za globoko učenje, so bili recimo, ne vem, PyTorch ali pa TensorFlow, se mi zdi, da ta LangChain zdaj potuje v tej smeri. Je pa res, da mu mogoče manjka to, da bi imel nek backing, kakšne te velike multinacionalke, tako kot PyTorch pa TensorFlow. Skratka, ravno včeraj sem prebral, da so naredili zdaj integracijo z Zapier, za avtomatizacijo, kar pomeni, da v bistvu GPT-4, ki bo deloval v povezavi z tem LangChainom, bo avtomatsko imel dostop, ne vem, koliko Zapier citira, da imajo 20,000 različnih toolov oziroma funkcionalnosti za avtomatizacijo, in do vseh teh stvari bo recimo zdaj avtomatsko GPT-4 imel dostopa. Tako da, ko smo se prej pogovarjali recimo o teh Copilotu, ki ga bo Microsoft naredil, pač Microsoft bo naredil Copilota za svoj ekosistem, ampak jaz mislim, da s to Zapier recimo integracijo pa lahko naredimo v bistvu nekega svojega Copilota. To se v bistvu zdaj da narediti, to je tako samo stvar tega, da neki pozornosti temu problemu namenimo, da to naredimo. Recimo, dosti podoben primer, ko smo se zadnjič pogovarjali o tem, da so se te dve spletni strani, ki imata imidže, ki si ti omenil, Klemen, so se malo drugače lotili te integracije. Ena je sprejela, druga je pa se neki tožila, In se mi zdi, da od vseh toolov, ki sem jaz jih videl, koliko so že to neki integrirali od, ne vem, Khan Academyja do nekih visualization toolov, recimo ThoughtSpot. ThoughtSpot je imel že pred temi modeli svoj use case je bil, ti lahko v natural languageu opiše stvari, pa sprašuje stvari. In pa so videli, ta model je samo pač boljši, ga bomo zdaj integrirali, In ta integracija definitivno se je v bistvu sprejela. In tukaj Duolingo, vse praktično. Se pravi, to bo en element nekega toola, ki bo praktično ratu že customer expectation v neki fazi. In če ne boš to imel, pač boš nekako, ne boš imel, ne vem, appa, ki je bil včasih appa, a imaš app, a veš. Meni je samo zanimiv, Boris, kaj bi ti rekel, a je OpenAI enako kot recimo Linux? Ali bo vsako podjetje posebej, ali bo par velikih, ki bo imele svoje AI toole, recimo Google bo svojega ponudil svojim API-om in ti se boš lahko kot firma connectu, recimo si Notion, in ti lahko se odločiš, ok, partnership z Googlom grem in AI, ki ga uporablja Notion, je v bistvu od Googla. Kako vidiš ta landscape? Ena zadeva, kar se tiče recimo tega tekmovanja, predvsem v smislu zmogljivosti. Mislim, da se bo zgodilo recimo do neke mere s temi bazičnimi modeli podobno, kot vidimo pri hardwareu. Pač recimo tam, spomnimo te tekme, naprimer med AMD-jem pa Intelom. Pač v nekem časovnem obdobju je bilo eno od teh podjetij na prvem mestu po performansu, in takrat v določenem segmentu uporabnikov, so uporabniki se stekali k tistemu podjetju, ki je v tistem trenutku pač imelo najboljši model. In
Jaz mislim, da tle se bo zgodilo podobno, ne, za te najbolj zahtevne primere uporabe, ki bodo zahtevali, ker se bo dejansko šlo, da vsak odstotek zmogljivosti doprinese, ne, bodo pač se podjetja odločala na podlagi tega, kdo je tisti trenutnik, ki je vodilni na trgu, ki ima dovolj dobro rešitev. Ne bodo se samo na podlagi tega, seveda, ampak bo pa to pomemben faktor. In recimo trenutno, še vedno OpenAI ostaja vodilni, tako z naskokom. Ne? Mislim, da ni. Tako sploh, če združimo performance modela z uporabniško izkušnjo, tudi pa dostopnostjo. Po drugi strani bo pa tako, te modeli recimo za reševanje problemov, ki bodo manj zahtevni, bo pač to samo en nabor orodja. Podjetjem se ne bo splačalo, tega učenja svojega izvajati, ampak bodo lahko vzeli eno odprto kodno rešitev, ko je recimo Stability je primer podjetja, ki deluje na tem principu, da delajo tako kot Stable Diffusion, recimo modele, ki so odprto kodni, in potem pač vzameš ta model za svojo uporabo in ga lahko prilagodiš. In tega bomo verjetno videli še več. Zakaj bi tega vzel, ne pa OpenAI, ki je najbolj advanced? Mislim zato, ker se ti morda ne bo išlo stroškovno, da bi njim v bistvu plačeval za API dostop, mogoče boš imel zadržke glede pošiljanja podatkov na API. Skratka, različni razlogi so. Lahko boš preprosto hotel zadevo laufati on the edge, mislim, zaradi same narave aplikacije. Recimo, jaz mislim, da ko bomo imeli te domače robote, pač mogoče ne boš hotel, da robot rab konstantno povezavo z internetom. Mislim, kaj pa če zmanjka elektrike, pa padu, mislim, tako. Boš hotel v bistvu imeti neko lokalno logiko, in potem boš pač te modele vgrajeval kot komponente Mislim, glede na to, da zdaj to laufa na Pixel 5 telefonu, mogoče se bo uresničila ta napoved od kmala, od tega direktorja Stability AI, da boš to imel na toasterju, boš imel language model gor, ti bo razlagal, zakaj toast ni dober za tebe. Ful zanimiv view, ko pa sem ful osebno laično skeptičen, zakaj bi omejil neko funkcionalnost ali pa a veš, vse je tudi šlo na cloud, vse gre na cloud, pa zdaj zadnje leta smo poslušali tudi streaminga, gaminga prek clouda, da ti v bistvu lokalno sploh nimaš. Ja, sam Google je pa Stadia ugasnil par mesecev nazaj, veš. Ja. Prav Google je glede produktov Sony tako neka svoja vrsta, ne vem točno, kaj se tam dogaja, No, ampak z vidika user experience govorim, se pravi, če bi tehnologija omogočila, da jaz doma sploh nimam PlayStation 5 z čipom noter pa grafično kartico, ampak imam sam ful dober internet, pa plačam na mes $500 za PlayStation, plačam pač 50 za ta receiver, se pravi, ceneje, uporabniška izkušnja je boljša, update imam skozi imam latest, hardware, zakaj bi lokalno imel stvari? Kot nek laik, nek user, ki mu ni pomembno tak privacy. Veš zakaj? Ker imaš ti v bistvu full ene procesorske moči dejansko imaš ti lokalno ujete. Če greš v podjetje, recimo eno zdaj randomly izbrano, boš videl, da uporabniki imajo svoje laptope, imajo svoje desktope včasih, imaš en kup tega, pač to moraš imeti, veš, tako, zdaj, trenutno so stvari take, da imaš te stvari tam, in zdaj dosti časa, te procesori pač se vrtijo prazno oziroma pač mirujejo, ali pa zaganjajo nek Word, in pa se vpraša, zakaj bi jaz pač te language modele imel v cloudu, pa jih pač skozi konstantno mogu plačevati, za vsako črko, ki mi jo bo nekdo napisal, veš, če pa lahko to laufa lokalno na mojem računalniku in pač dejansko me nič ne stane. Ko nobenega stroška ni. Okay, ampak lahko tudi padajo stroški tega, se bodo, veš, na koncu bodo vse. Mislim, verjetno bodo podjetja tako ponudila, kot zdaj recimo, ko imaš ti chat, GPT+, pa računajo $20 na mesec za to, Pač verjetno boš imel vedno več kakšnih takih servisov. Tako, kot zdaj imaš naročnino za telefon, pa niti ne razmišljaš o tem. Boš pač plačeval tam nekih $5 za nek servis, in ko bo to. Sej ta point, recimo, imaš ti uporabnike
simple, ki ima sam interfejs, ki ga uporabljajo za vsak dan. In ne vem, danes imamo Spotify za muziko in ne vem, Netflix za neke filme in kaj so in karkoli. In ta zadeva bo pač za uporabnike še ena naročnina in se mi zdi, da bojo pač plačevali teh $15-20 ali pa enkrat $10, vse ne. Tako da tukaj ta prednost, ki jo ima Microsoft, mogoče ne bo ni toliko ali pa vedno manj bo, kaj te modeli lahko naredijo, mogoče, ampak to, da se je to integriralo v Azure Stack, to, da so oni ne samo imeli te modele ready, ampak da so imeli ready celo komercializacijo takoj, bum. To je malo drugače, ker včasih, recimo sploh Google, kako on daje ven stvari, sem jaz opazil, ja, mi imamo ta super model, dela, tukaj je ena demo verzija, ampak ni pa unga pusha komercialnega, ne. In Microsoft je bil ready s tem pushom in recimo danes, če si ena firma, ki imaš Azure Cloud, pa imaš, ne vem, recimo neki, ne vem, recimo, da plačuješ, ne vem, €100 na mesec za vse svoje Azure stvari. Ko boš ti rekel svojemu agentu, ta OpenAI bi mi malo pogledal, on bo imel naslednji teden 3 ljudi in ti bo pomagal. Se pravi, oni so ready tudi za distribucijo, za v bistvu servis in to. Ne? In tukaj ne vem, če bo prišlo, da bo pol Google imel nek model ali pa neka druga firma in bo kar naenkrat folk rekel, zdaj je tudi to na voljo, zdaj bom switchal. Ker bo enkrat tukaj. To se popolnoma strinjam. Ja. Mislim, tisto, kar sem prej rekel, tako, veš, za nek nišen primer uporabe, recimo, kot zdaj imaš občasno, se firme odločijo za nek hybrid cloud. Čisto preprosto zaradi tega, ker je tam na unem cloudu in nek servis, ki je za njih toliko esencialen, da ne morejo mimo tega. Nekaj tega boš po mojem tudi le videl, sam ne pa velik, se strinjam, kar se tega tiče. Drugače pa tako, kar se zanimivo je zdaj meni gledati, še posebej zadnji mesec dni, kako se zdaj dogaja v bistvu adoption v teh velikih tako znanih brandov pa recimo res velikih podjetij. Recimo, kaj bo tako, en tak markanten primer je bila Coca-Cola, ki je tudi sklenila, v ozadju tega je pa tudi neko formalno partnerstvo med Bain and Company, pa OpenAI. Pol recimo Morgan Stanley je dal objavo, da delajo interni knowledge management zdaj z OpenAI modeli. Potem smo videli, recimo v svetu paymentov, Stripe je tudi začel to uporabljati za različne use case. Tako da, ampak to dejansko smo videli zdaj v zadnjem mesecu 2. Prej je bilo pa tega relativno malo. Te velike enterprise so bili zadržani in skeptični. Zdaj se mi zdi, da so se pa vrata so se pa odprla. Zdaj bo pa poplava tega. Tako, kaj pa je Coca-Cola announcala? V bistvu so rekli, da bodo uporabljali v marketingu, pa mislim, da odnosih s potrošniki ali nekaj takega, da bodo zdaj uporabljali te modele. Pomagal pri tem jim bo pa ta Bain. To je bil nekak skupni razglas. Ja, veš kaj, jaz sem imel še neko vprašanje glede tistega primera, ki smo ga gledali, ko je nekdo na Twitterju rekel ChatGPT-ju, $100 imaš na voljo, povej mi, kaj moram delati in jaz bom sledil točno tvojim taskom in cilj je v bistvu čim prej, čim več keša legalno zaslužiti. S tem primerom mene zanima, Boris, koliko daleč stran vidiš opcijo, da jaz kot človek ne rabim biti posrednik, ki izvaja akcije, ampak jaz njemu rečem, a veš, kaj daš daj ta allow do drive dostop za kakšno aplikacijo, se pravi neke premišne daješ določenim aplikacijam, ki se integrira, ali pa v Slack daš noter drive, pa ga integriraš. Koliko daleč stran vidiš, da bi jaz lahko ta task dal AI-ju? Imaš $100, tukaj je bank account, allow, začni delati taske. In da gre on sam na internet in v bistvu se obnaša kot človek. Mislim, kaj ti rečem? Danes? Ne, mislim, brez skica, dejansko, danes. Torej nedelja, v ponedeljek.
Mislim, tako imaš vse gradnike, zato imaš zdaj postavljene. Torej imaš GPT-4, sicer nimajo zdaj vsi dostopa, ker dejansko za ta primer uporabe rabiš API dostop, ki ga trenutno pač počasi dodeljujejo. Imaš recimo knjižnico tole LangChain, ki sem prej omenil, ki je prav narejena na tem principu teh inteligentnih agentov, na osnovi jezikovnih modelov. Tako da mogoče pač ne boš na začetku zaupal neki takih stvari, ker lahko zgubiš ful denarja, recimo s tem, da boš kar rekel, ok, zdaj imaš pa ti budžet $100,000 pa deli s tem, ampak recimo za en kup, administrativnih ali pa drugih taskov, s katerimi se pač ljudje srečujejo v podjetjih, pa bo šlo vedno bolj v tej smeri. Recimo, to je tudi ena stvar, ki jo mi interno na Endavi delamo. Torej, veliko primerov uporabe teh modelov je prek teh chatbotov. In zdaj, ko si ti v chat modu, ponovadi ti ga nekaj vprašaš in pričakuješ, da boš dobil nazaj tekstovni odgovor in da ga boš dobil, v sekundah. Pač, ker pomeni, da to malo tudi omejuje, koliko so te odgovori dolgi in tako naprej. Zdaj, ampak veš, na koncu tega pogovora je še vedno output v bistvu nek insight, ki si ga ti kot posameznik dobil iz tega pogovora. Ti si potem pa tisti, ki mora s tem insightom nekaj narediti, nek produkt ali report ali akcijo ali karkoli. Zdaj pa delamo take stvari. Kaj pa če ni to samo tak pogovor, kaj pa če to bolj tako zgleda, da ti poveš navodilo, kaj rabiš, in potem ta agent, recimo, se poveže na internet, preišče ful strani, iz tam ven izlušči relevantne zadeve in sestavi nek report. In potem on čez nekaj časa, ker to pač vsem zahteva svoj čas, recimo čez pol ure, pride do tebe pa ti v bistvu servira nazaj report, ki je v bistvu neko zaključena enota dela, recimo, za katero bi ti kot človek mogoče cel dan porabil. In tega bomo tudi več videli zdaj. Tako da to je en tak, jaz rekel, to je tako na pol poti do tega, kar Klemen si ti opisoval, da pač nekdo kar tako avtonomno prevzame neko funkcijo in potem s tem dela. Ker se mi zdi, da na steroide bi to šlo, če bi jaz, ok, zdaj imam ta interfejs, ki jaz moram tipkam, on meni tipka nazaj in berem nek pogovor. Če si to predstavljamo, koliko smo mi na začetku, koliko je to basic, koliko je to level 1. Zdaj pa, jaz govorim z njim v tem jeziku, ki ga govorim tudi z vami, ali pa v tej interakciji, ki jo imamo mi zdaj, in on me razume, in on gre lahko tudi akcije delati. To se mi zdi pa totalno groundbreaking za skoraj vse industrije, pa za skoraj vse vrste dela. Ker boš ti v bistvu čist drugače delal, čist drugače razmišljal, ti boš v bistvu, vsak bo postal vodja svojega podjetja in ta zaposleni v tem podjetju bo ta tvoj asistent, ki je AI. Ja. In ti boš mogel znati menedžirati pač tega enega zaposlenega. Ne boš pa ti več delal nič. Ti boš v bistvu delegiral. Samo, če to mi malo prevrtimo naprej in v bistvu rečemo, kaj bo to povzročilo na zaposlovalnem trgu. Ker danes raba za ful stvari nek tim, vsak nekaj zna. Če imaš neka powerful asistenta, ki se lahko integrira in naredi akcije in je nek chain, potem kar naenkrat si lahko ti plus to, pa lahko ful narediš. A bo to nek move, ko bo folk začel v bistvu ful bolj svoje stvari delati, pa bo manj v firmah. Ja, to je že z internetom, imaš ti te independent entrepreneurje. To bo še accelerator, ne? Tako. To bo še accelerator. To bo hyper accelerator, po moje. Ja. Ampak tako, kar se pa tiče narave dela, recimo, ko sem o tem razmišljal, kaj mi zdaj recimo kot družba smo ful nekako nagrajevali osko specializacijo. Torej ljudje, ki so bili zelo tako globoko znanje na nišnem področju in pač drugi stvari mogoče niti niso znali delati, ni bilo treba, ker smo to nagrajevali. Zdaj, ker gledam te stvari, pa kakšne vrste naloge se lahko potencialno optimizirajo, imam občutek, da v večini teh intelektualnih poklicev bo en del te nišnosti izgubil na vrednosti.
Ne? Ker bomo videli, ok, če si ti ekspert za to in to, zdaj mogoče 70-80% tega, kar si ti v resnici delal na dnevni bazi, smo zdaj avtomatizirali. Ne? Zdaj pa kaj ti narediš pa lahko s tem 80% svojega časa. Ne? In tukaj mislim, da bodo ljudje, ki so malo boljši generalisti, imeli prednost. Zato, ker za njih bo pa to pomenilo, ok, jaz imam tudi zdaj en kup, če se moj task 80% zautomatizira, to istočasno pomeni, da jaz zdaj lahko delam taske, za katere mi je prej 80% znanja manjkalo. Tako da v bistvu ti potem lahko, če si znotraj enega poklica ali pa podpoklica, na račun te tehnologije se sprehodiš izven teh okvirov in tudi delaš stvari, ki so pa recimo prej pripadali v nekem drugem poklicu. Ne. Če pa si take sorte, da si zelo bil nišno usmerjen in ti je bila zelo tuja ta način, recimo, kar si Klemen rekel, tega produktnega razmišljanja, ne, pa boš dejansko mogoče imel težave v tem obdobju, ker boš videl, da se tvoja domena se krči, ne, izven nje pa nekateri ljudje ne bodo imeli želje posegati. Ne. Ja, saj mi poznamo zdaj svet z inkrisom, letnim povečanjem produktivnosti za cirka recimo 2%, 3%, 4% svetovnega. Ne? Kako zgleda svet, ki se ti v 10 letih produktivnost zviša za 10-krat ali pa 20-krat ali pa 100-krat? Produktivnost posameznikov. Ne? Kako zgleda tak svet? To je zanimivo vprašanje. Ja. Job market, kaj delamo čez dan, aktivnosti. Jaz ko gledam, ne, da v bistvu pač po moje... Newton se jaša. Po moje, ne, kar imamo zdaj vidimo zametke tega, ne, da recimo na področju tehnologije smo se dolg časa v bistvu srečevali s ful močno deflacijo. Na račun tehnološkega razvoja, če greš ti gledati, koliko je recimo isto zmogljiv računalnik stal 10 let nazaj ali pa danes, pač je očitno, kaj se je zgodilo. Ne. Ampak izven tehnologije, ne, pa recimo so bili te učinki omejeni. Tudi, kar si omenil, ta produktivnost je rasla izven tehnologije relativno počasno. Jaz mislim, da to, kar imamo zdaj kot nastavek, mislim, da lahko rečem, da bomo videli deflacijska gibanja na področju teh profesionalnih storitev. Predvsem takih, ki jih lahko upravljaš tako, da sedi z računalnikom ta trenutek. Recimo videli smo, da ne bomo skozi nekaj napol kritizirali Google, so zdaj pred kratkim so dali ven eno objavo, sicer seveda ne model, ampak objavo, da so uspeli recimo diagnoze zdaj postavljati, mislim, da primerljivo z človeškimi specialisti. Veš, in potem, če to prevrtimo malo naprej, zdaj, če boš ti imel zdravnika na telefonu, pa boš za ta app plačeval, $15 na leto, kaj to pol pomeni za dostop do zdravstvenih storitev? Mislim, pač siguren pričakujem, da se bo začela neka deflacija dogajati. Ne bo se pa tako hitro nujno dogajala rast BDP-ja. Zato, ker BDP imamo pa mi tako, po definiciji, kako bi rekel, je nastavljen, da pravzaprav ne more rasti za res ful na račun tehnologije. Ker v bistvu tehnologija je driver, ki v bistvu to zniža stroške. Ampak ta produktivnost je kar, mislim, ful zanimiv primer, ker bo ful enih analiz narejen in v bistvu dosti podprto z dokazi, znanje je, da dejansko ful neki bolj produktivni nismo v zadnjih 30 letih bili navkljub tehnologiji, ampak zdaj pa vidiš v bistvu že v svojem poklicu, kaj recimo jaz vidim. Ok, jaz poprečno na dan po mojem zapravim 1-2 uri ali pa uro pa pol za razne maile. Mogoče 30-40 mailov in tukaj pač jaz odgovarjam na te maile in to naprej. Teh mailov bo manj, ker bo folk drugače nekje najdel odgovor in ne bo mene rabo vprašati. In te maile bom jaz lahko hitreje odgovoril. In pol, kaj jaz recimo delam, imamo mi recimo nek data catalog sistem in pol v bistvu mi, ne vem, ingestamo podatke preko API-ja, preko nekih bridgeov ali pa konektorjev
in tako naprej, in pol moraš brati dokumentacijo, in pa moraš enega vprašati, kaj je to naredil, in pol nekaj pogledaš in to. Vse to bom jaz sam vprašal in bom rekel, ok, tukaj imam ta pa ta sistem, ta pa ta API, te pa te podatke, da mi ta klic naredi in to je to. Ali pa recimo grem v nek UI in rečem, ok, tukaj delam nek worksheet, a mi lahko ti ta worksheet narediš s temi pa s temi podatki noter in bo naredil. Se pravi, konec koncev, kaj je moja dodana vrednost, razen tega, da znam ta language model oziroma ta nov AI uporabljati, kaj je zares moja dodana vrednost dodatno, ni več tako jasno, ne? In se bo mogel folk mal reinventati, če zares, ne? Ja, se kar strinjam, no, tudi jaz mislim, da ljudi načeloma precej strah tega, ne, in strah jih je, da bodo izgubili investicijo, ne, ker večina ljudi v takih, recimo, poklicih, ne, je mogoče celo kariero, ne, na nek način investirala v pridobivanje enega točno določenega znanja in tudi zdaj svojo, bom rekel, vrednost mogoče malo preveč dojemajo preko tega historično pridobljenega znanja. In zanimivo je pol videti, ne, ker tak naravni odziv ljudi na to, ne, je potem, da so skeptični do tehnologije in jo pač poskušajo nekako iskati neke utemeljitve, zakaj pa to vse še ni čisto. Ampak na račun tega, ne, pa v bistvu še dodatno pravzaprav zgubljajo svojo konkurenčno prednost, ne, ker so pozni pri uporabi, ne, po možnosti še druge ljudi okrog sebe prepričujejo, ne, da pač to ni nič, ne, da bo to še trajalo. Tako da, ja, po moje, jaz tako skozi pravim ljudem, ne, da največ, kar lahko ta trenutek naredijo, po moje, je, da začnejo hands-on čim bolj uporabljati ta orodja. Ne, tako, mislim, da zdaj to jih bo najbolj pripravilo, tudi najbolj tak občutek bodo dobili, ne, kaj se da, pa kaj se ne da. No. Mogoče na to temo sem hotel en tak, ker smo se tudi prej pogovarjali o prompt inženiringu, ne. En tak zanimiv pristop, ne, kako lahko po moje zdaj čisto vsak svojo prompting strategijo precej izboljša. Ne. Recimo GPT-4 lahko neverjetno dobro, ne, povzame recimo neko literaturo. Ne. Če je potrebno, recimo lahko vzameš eno knjigo o dizajnu ali pa o poslovni strategiji ali pa ne vem kaj in mu rečeš, daj povzami mi ključne ugotovitve te knjige v 10 bulletih, naprimer. Ne. Ok. Zakaj je to pomembno? Ne zato, da zdaj pač imaš ti povzetek te knjige, pa si se mogoče na hitrco nekaj naučil, ne da bi rabo knjigo brati. Ne, to je za njega dobro. Ker pokaj mu daš en problem za rešiti, mu najprej daš v prompt pač kakšen povzetek, ne, knjig, za katere veš, da so koristne in bi te recimo pomagale pri reševanju tega problema in mu daš to v prompt noter in mu rečeš, da naj končni izdelek, ki ga od njega pričakuješ, da naj vključuje usmeritve podane v teh povzetkih. In to tako neverjetno izboljša kakovost na praktično katerikoli problem se ga lotiš, na tak način lahko radikalno izboljšaš rezultate. Pa je treba samo en tak premislek od zadnji narediti, en umestni korak, ki ti bo vzel ne prav dosti časa, pa bo v bistvu zelo vreden. Ne. A bi se pol strinjal, Boris, da je nekak skill 21. stoletja oziroma promptanje? Ne, mislim, oziroma delno. Ne. Pač ta trenutek, ne, je to še vedno pomemben skill. Jaz mislim, da je predvsem veliko njegove vrednosti izvira preprosto iz tega, da pač so se ljudje dejansko posvetili do te mere tem modelom, da so sploh neki izkušenj z njimi pridobili. Ne, ker še vedno mi je zanimivo, še vedno ogromen delež populacije nikoli ni nobenega od teh modelov niti preizkusil. Sicer ta delež se zdaj krči, ne, ampak še vedno. Ne. In ker, če tako pogledamo, ne, zaradi tega principa reinforcement learninga, pa dejstva, da bo to vse skupaj postajalo vedno bolj optimalno, bo vedno manjši razlog v tem, da boš pričakoval od uporabnika, da zastavi vprašanje na nek ful poseben način, da bo iztisnil največ ven. Ne. Ampak bo vedno bolj model sposoben predvidevati, kaj je tisto, kar dejansko uporabnik v nekem trenutku rabi.
In s tem se bo vrednost tega, da znaš dobro postavljati vprašanja, nižala. Tako da jaz ne bi rekel, da je to zdaj poklic prihodnosti ali pa karkoli. Mislim, je poklic prihodnosti za naslednje leto dni, a ne? To pa sigurno je. Aha, bolj sem iz tega mislil, ne, se pravi, vsi bomo prompte delali, vsi bomo imeli komunikacijo z AI-jem, lahko v tem normalnem jeziku, lahko s tipkanjem, lahko s čimerkoli. In na trgu se bo zgodilo, da bo eni boljši v tem, eni pa slabši. To pa zagotovo, ja. Zato sem mislil, da skill, ker ti tekmuješ na trgu, za ta svoj kos pogače, dodane vrednosti, ki jo prinašaš, ne? In boljš boš delal to, če boš znal boljš v primerjavi z drugimi ljudmi imeti komunikacijo z tem AI-jem, boljš ga boš znal voditi. In zdaj tako razmišljam, kaj bi mogli otroci v osnovnih šolah, recimo zdaj, če kdo to posluša, ki ima stik s šolskim sistemom, kaj bi ti rekel, da bi bilo dobro otrokom zdaj kazati ali pa jih učiti ali pa jih gajdati? Dobro vprašanje. Odgovor sicer po mojem marsikomu ful ne bo všeč, ampak torej, jaz mislim, da nima nobenega smisla otroke učiti zdaj ta trenutek neke skile misleč, da smo mi zdaj napovedali prihodnost in hočemo, da bodo oni bolj pripravljeni na njo. To, kar mislim, da je pomembno za otroke, je, da poskrbimo, da bodo znali čim bolj uživati v življenju na prvem mestu. Čas je dragocen in zakaj bi ga v bistvu zapravljali z predpripravami na neko prihodnost, ki edino, kar vemo, je, da verjetno ne znamo ta trenutek prav napovedati. Ta druga stvar je pa, pač definitivno zdaj vstopamo v eno obdobje, kjer se bomo soočali z naglimi spremembami. In v bistvu investicija v stvari, da imamo večjo odpornost, da lahko bolj prenašamo te spremembe, da smo lahko bolj dinamični, da smo boljši pri obvladovanju stresa, skratka, emocionalna inteligenca. Jaz mislim, da je pomembno bolj investirati v take stvari. Pa to ne govorim samo za otroke, ampak tudi širše v populaciji. Tako, veš, tudi, mogoče nas je marsikje do zdaj v kakšnih področjih to, da smo imeli zelo močen ego, nam je ful koristilo. Ampak recimo marsikdo od teh ljudi se bo pa zdaj, ko bo soočen z sposobnostmi umetne inteligence, bo pa imel v bistvu zadrego, ker ne bo hotel priznati, da je zdaj ta men sistem, ki je mogoče marsičem boljši od njega, pa ne bo uporabljal enega tula. Skratka, tako. Mislim, da sploh, ko govorimo o tem horizontu napovedi, zdaj, če samo pogledamo, kaj se je vse zgodilo v zadnjem letu dni, mislim, zdi se mi tako zmeroma nesmiselno delati napovedi, kaj bo čez 10 let. In sem prav zaprepaden, ko vidim podjetja, ki delajo tako natančne plane, kaj točno bodo, kaj bomo počeli v 9. letu od zdaj. Mislim, res, vse je dobro imeti nek plan, ampak istočasno se pa moraš zavedati, da če greš pogledat, česa je zdaj tehnologija sposobna, da v resnici ne moreš neko solidno stopnjo gotovosti upati, da se bo karkoli v tem planu uresničilo. Ja. Zelo dobra misel glede otrok za zaključek, bi jaz rekel, te epizode. Imaš prav eno stvar, ki bi še omenil, ki je taka zelo praktična, sicer nažalost trenutno dostopna samo tistim uporabnikom, ki imajo iPhone, ampak dobro. Ko smo se pogovarjali recimo o produktivnosti, pa kako pač lahko to optimiziramo. Recimo, en primer je, mi polhane enih stvari, zdaj, če hočemo kaj z njimi delati, jih moramo pisati. Pač moraš si delati neke zapiske. In to samo po sebi zahteva ful časa lahko. Ali pa recimo, če si nekje pa hodiš, naprimer, ali pa se voziš, pa ne moreš tega delati, pa je spet izgubljen čas. In zdaj recimo ena aplikacija, bom dal link do Twitter profila tukaj, pa komentarje, The Oasis. Je zelo preprosta, v bistvu samo posnamete, kaj govoriš, in potem on z jezikovnim modelom iz tega blodenja naredi urejene materijale. Tako da v bistvu lahko svoje misli, ki so tako mogoče na začetku precej random, pretvoriš kar, v LinkedIn poste ali pa maile ali pa karkoli. In recimo to je ena taka preprosta stvar, vedno več jih bomo videli, ki bodo tako precej posegle v produktivnost.
Ampak tole še ni zunaj, ne? Ali je? Da se uporablja, ampak mislim, da še je v tem, ne, kako je že ta stranski store oziroma developerski store. Ne vem točno, kako ima to Apple urejeno. Ne. Ampak ne, veliko uporabnikov že je. Pa po moje bi tudi znal to marsikdo replicirati, no, čisto. Hudo. Hej, še enkrat hvala ti, Boris, za čas. Hvala za danes, povabilo. Vse insajte. Mislim, da je zelo uporabno, da govorimo o tem. Ja, mislim, da je kar fajn, da se pogovarjamo na to temo zdaj. Ja. Super, Hvala, Jaša, Andrej, tudi vama. Se vidimo v naslednji. Čau. Ja. Čau, čau. Čau.